nova oddaja Moj odnos do zdravja in nova gostja Miranda Romina, ki nam bo povedala. Jaz bom govorila kot umetnica o kreaciji, o našem življenju kot kreaciji, o možnostih izboljšave te kreacije, o tem, da se naj ne bi jezili na kreatorja, naj bi občudovali vrhovno kreacijo, ki nas obdaja in živeli bolj po zakonih narave, kot po zakonih človeka. Se vidimo v oddaji Moj odnos do zdravja. Dobrodošli. Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. Danes sem v goste povabila eno prav posebno damo, Mirando Romino. Jaz Mirando poznam že zelo dolgo časa, je izjemna umetnica, multimedijska umetnica, ima ogromno znanj iz naravnih pristopov k zdravju, tako zdravju, celostnemu zdravju, kot tudi zdravljenju zemlje. Dobrodošla, Miranda, v oddaji Moj odnos do zdravja. Lep pozdrav vsem. Meni velikokrat, ko pomislim na tebe, grejo moje misli nazaj na vse tiste dogodke, ko smo se srečevali še leta in leta nazaj, kako si ti že takrat veliko delala na sebi, raziskovala sebe. Daj mi povej, kdaj se je pri tebi v bistvu začelo, ker zgodovina je tvoja že zelo dolga in si zelo modra ženska. Hvala. Glej, pri meni se je par stvari zgodilo pred neko večjo transformacijsko silo, ne. Če mi zdaj gledamo, kdaj sem jaz nehala meso jesti, ne, 86. leta. Kdaj sem pol prišla tudi v sadje, 8 mesecev jedla ali pa delala neke poste, čistila svoje telo. To je bilo pred časom drugih. Ampak to ni bil moj začetek. Moj začetek je bil zelo zgoden in pri 12 sem imela kar že takšno doživetje, ki bi ga lahko imenovala eno malo razsvetljenje, in pri 27 ravno tako. Tako da to me je pol vodilo naprej po tej poti. Kaj se je pa dogajalo takrat? Gospod župnik, ki je mene vzgajal v župnišču, staro mamo, tako sem mu rekla, je umrl in me je pripravil na svojo smrt. In ko sem ga na parah uzrla tam v mali fari, ki je imelo samo 570 ljudi, in je on ležal tam med cvetjem, na pogrebu je bilo 3500 ljudi, in on mi je pokazal, da smrti ni. In da je on tam večji kot kdajkoli, bolj živ kot kdajkoli, dostojanstven, v zlati svetlobi, in da pač on nikamor ni odšel, samo tukaj je en del njega zapustil, to hišo, ki se imenuje telo. In jaz sem se na pogrebu krohotala tako mogočno, da so me vse motila, to tudi večkrat se zgodi v mojem življenju, da sem pretirano navdušena nad čem, ker ljudje označujejo kot, ne vem, preveč živahna ali kakorkoli. No, v glavnem, sestra sva se obe smejale cel pogreb in nisva se mogla ustaviti, ker ta iluzija smrti je pač takrat šla. Pri 27 sem pa imela vse, kar sem si zaželela od življenja. In sem imela novo stanovanje, otroka, krasnega moža, avto. Vse je bilo lepo. Odločila sem se, da ne bom prevajala, ker sem prej študirala, da bi prevajalka bila in tako. Odločila sem se, da ne bom šla v službe in tako, in jaz sem gledala v Fužinah, v Novem naselju takrat, kako se zvečer ugašujejo luči, kako se zjutraj prižigajo, kako vsi grejo po enem in istem programu, kamor pač grejo, in kako jaz nisem del tega programa. In takrat sem privoščila vsem ljudem na svetu, da bi imeli že vse uresničen, to, kar sem jaz imela. Študij zaključen do tiste mere, do kamor sem želela, svoje eksistencialne probleme rešene,
če želiš otroka, da ga imaš, pač sem si to željo izpolnila, rečemo temu močno željo. In tudi recimo vse ostalo je bilo popolno, prijatelji, družina, veliko stika otroci z ostalimi, Polona, ki je tebe meni predstavila, ne, Sepetova, pokojna, oziroma na drugi ravni, ne, če tako nadaljujemo, da te smrti pač ni, ne. Je pač ona, pa jaz sva z otroci začele in s to najino potjo, midve sva skupaj začele pri Tiliju, pri polnih lunah, to je bilo že vse pred tem, da se je meni to meso čisto do konca uprlo in da sem šla zdraviti vse to, ker do takrat me je še v telesu mučilo. Ampak to je poteklo samodejno in ni imel nobenih takih načrtov, kot jih imajo zdaj ljudje. Ni bilo nobenih knjig takrat, nobenega vegetarijanca nisem poznala, makrobiotika mi je prišla pod roko in sem sprejela pač par njenih načel in sem se jih tudi držala. In potem sem raziskovala vse od A do Ž sama. Tudi jogo sem se sama učila delati, nisem pripadala nekim skupinam, čeprav smo takrat ogromno meditirali, pa delali transmisijske energije, pa polne lune, pa prazne, pa študirali ogromno materijala. Ampak to je šele en začetek ene prave poti, pravim jaz. To so vse še orodja in priprave. Prava pot pride nekako, da prideš čisto samega sebe in da se doživljaš lahko tako 24 ur na dan, non-stop, zato je potrebna pa ena kondicija. Ja. No, ampak ti jo zdaj imaš, to kondicijo, ne? Že kar nekaj časa. Ja. Se pravi, pri 27 letih si kaj, potem nehala v službo? Ne, nikoli nisem bila v nobeni službi. Ja, nisi bila, aha. Ne, nikoli nisem imela šefa. Super. Ja, nikoli. Okay. Nisem prenesla, da Svobodna duša. Jaz nisem prenesla, da bi mi dal kdorkoli navodila, ker sem videla, da je manj inteligenten in čustven kot jaz. Če upoštevam čustveno inteligenco, sem videla, da jo imajo manj in da mi ne morejo dajati navodil. Zato sem ubrala vedno čisto svojo pot. Kako si pa to ugotavljala, kako se to ugotovi, no, da je nekdo bolj čustveno inteligenten, nekdo manj čustveno inteligenten? Videnje je videnje, vedenje je vedenje, vse ostalo je pa razlaga vsega. Videnje in vedenje se zgodita že v energetskem svetu in nimata zakonitosti fizične materije in vseh teh stanj čustvenih, mentalnih in vseh. In iz tistega ven intuitivnega takratnega zaznavanja, ki je bilo dosti drugačno in ni bilo selektivno, ni bilo, recimo, nisem znala brati vseh znakov natančno, nisem si zaupala dovolj še takrat. Še vedno sem imela občutke, da nisem dosti kreativno bitje, čeprav sem izražala to vse povsod, ampak na počasen način sem pol, imela sem ogromno časa. Jaz sem imela ogromno časa, ker sem si našla vedno delo, ki je mene poklicalo in pol kasneje tudi samo še govorila o poslanstvu. Jaz ne delam, opravljam svoje poslanstvo in to privoščam vsakmu tukaj, da se najde. Človek dela tisto, kar je njegovo poslanstvo, to sploh ni delo, a je to tako? To ni ne delo in niso ne počitnice. Ko mene sprašujejo, ne, če greš na počitnice, zakaj bi šla? Ampak potujem, ja, ampak tako, ne veliko. Jaz sem vedno na enem mestu, pa tam raziskujem svet, pa ustvarjam, pa s tistim krogom ljudi, ki je, mi smo se v Indiji spoznali, ne, to je kar pomembno, v Oravilu smo že takrat se družili s Polono, ne, in kasneje še v tej naši novi hiši, v našem centru umetniškem. Ja, tako da sem z veseljem danes tukaj. Ja, hvala. Dajva se majhen vrniti še na ta tvojih 27, ko si dobila ta preblisk, da vse imaš in da želiš rešiti svojo poti. Ni bilo čisto tako. Takrat sem jaz zaznala, da je ves ta svet iluzija in da je papirnat. Jaz sem videla, da ta svet stoji
to, kar prebereš v nekih knjigah modrih, ki ti pravijo, vse, kar vidiš, je čista iluzija, vse, kar je to, da si ti resničen znotraj te pač iluzije. No, jaz sem takrat videla, kako to razpada, kako to ne sloni na nobenem temu, kar jaz zdaj rečem, naravni zakon, temu, kar zdaj rečem, da sledim. Takrat sem pač bila pod različnimi vplivi, opazovala sem svet in se čudila, ker če so šli ljudje v gužvah v eno smer, sem šla jaz takrat v drugo. Ne? Jaz sem bila vesela v ponedeljkih, ker sem imela prostor za svoje delo, ker ni bilo napolnjenih blokov, ker ni bilo gužve v trgovinah, ker ni bilo na igriščih ljudi in tako naprej. Ker jaz sem veliko v svoji samoti in tam not delam na svojih idejah in potem se šele nekje prikažem med ljudi. Nisem veliko se družila tako, kot se normalno ljudje družijo. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih pa nadaljujeva najin pogovor. No, evo, 10 minut. Rekla si, da si od začetka nisi zaupala tej svoji kreativni moči, v svoje kreativno delo, kar precej ljudi je, ki si ne zaupa. Pa me zanima, kako si ti to začela bolj sebi zaupati, še posebej, ko si rekla, da si ugotovila, da je vse v svetu iluzija. Ja, meni se je takrat zazdelo, da sem šele na začetku in da ljudje bojo prišli takrat, ko si bojo zadostili tukaj vse potrebe, koliko avtov hočejo, koliko partnerjev, koliko užitka, koliko vsega so si zamislili. In ko bojo enkrat to izpolnili, ko bojo videli, da tle je šele začetek ene poti prave, resnične. Zaradi tega, ker prej imaš ves čas en cilj pred sabo. In ta cilj lahko kreativno obravnavaš ali ne. Družinski vzorci šole, neka preteklost, ki se plete v to sedanjost, to te opredeli, da pač ne doživljaš sebe takega, kot v resnici si. In to ni važno zdaj, ali je to kreativnost, ki je pa pomembna, ne? Ker mi s tem, ko kreiramo naše življenje, našo realnost, je pač to naša kreacija. Ni potrebno, da si ti umetnik in da tam sebe udejanjaš. Takšni smo pač eni, ampak vsak ima možnost sebe postaviti v tisto, kar on in ali ona želita in se manifestirati tukaj v vsemogočnem principu te zmesi med nebom in zemljo. Ja, zelo zanimiva razlaga to, kar si zdajle rekla, da v bistvu vsak kreira svoje, ker veliko ljudi si zamisli, ja, jaz pa nisem noben kreator, pa ustvarjalec, pa ne vem kaj. Ampak dejansko, tako kot si rekla, vsak tisto, kar je prišel kreirati. Ja, vsak je kreator, ampak tle se ne zaveda, zavest manjka, ne? In vsak bi rad na eni točki, če kaj ni dobro skreiran, enemu to pripisal, ne? Da mu je to en drug naredil, a ne? Ampak na žalost ni tako, ne? Mi smo realni, mi smo resnični, ampak vse okoli nas je pa naša kreacija. In ne glede na to, koliko bi ene zbrisali iz nje ali pa odstranili, pač dokler tam so, je treba imeti pozornost na tem in se s tem ukvarjati, ne? Na žalost ljudje premalo na tem delajo, da ko vidijo neke reakcije in odzive na to, kar so skreirali, ne, potem tam noter začnejo obupovati. Takrat je potrebno res vložiti veliko navdušenja, strasti. Življenje samo ima strast v sebi in to, kar smo mi dobili tukaj kot kreacijo, vrhunsko kreacijo in telesa in narave in vsega, kar vidimo. Ampak človek je pa tle ta moteči faktor, ki vedno zaide v eno ali v drugo smer. In eni pač na ta način rešujejo probleme, eni pa
ne vem, jaz sem vedno rekla, mi vidimo rešitve, mi ne vidimo problemov. Eni vidijo vedno same probleme, nikjer ni rešitev. Kreativen človek bo ves čas iskal rešitev. Voda vedno najde pot, po kateri bo stekla od višjega proti nižjemu in bo najdla ali mirno pot, ali pa tudi zelo mogočno slapovi, ne vem, tako. Ja, tudi ta razlaga mi zelo všeč, kako iskati v življenju rešitve. Ja, seveda. Vedno se lahko kaj najde, kar ni glih čist prav ali pa dobro narejen, ampak zdaj, ali bomo mi iskali rešitve za to, da bomo izboljšali, ali pa bomo iskali krivce za to, ker se je to naredilo. Ja. In se kregali s krivci in se prepirali, kdo ima prav. To je sama izguba energije, ker kreator mora pač kreirati. In ta šivina energija, če se malo vrnem še v Indijo, je pač, ljudje se bojijo, da se šiva razjezi in pol še dekreira, ne. Če vse kreira, če hiša nastaja, če je avto nov, če se peljemo po boljši cesti, to je vse dobra kreacija, ne. Če pa pride en potres ali pa se tam ena streha zlom ali pa so nezadovoljni, ne vem, ljudje masovno z bilo čem, to pa jemljejo pol kot ta bes kreatorja. Ne, v naravi pa tukaj, kjer živimo, je dualnost v vseh elementih prisotna, od našega pogleda je pa odvisno, ali bomo to dualnost zlili v enost, ali bomo pa se prepirali z enim delom sebe in drugim delom sebe. Jaz sem se tle spomnila zdaj na tisto zgodbico, veš, ko je en kmet imel svojega sina, pa manjšo kmetijo in sta s sinom imela enega konja in sta orala in mu je ta konj ušel in so vaščani prišli k njemu in so mu rekli, kako slabo, tebi je konj ušel, kako boste pa zdaj orala? Pa je kmet rekel, ja, pojma nimam, je to dobro, je to slab, ne vem. No, pa je pa prišel tisti konj s parimi divjimi konji nazaj in so vaščani spet prišli, pa so rekli, kako dobro, zdaj imaš pa ti 10 konj, to je sreča. Pa je rekel, dober ali slab, pojma nimam. No, in je sin ujahaval te konje in je padel dol in si polomil obe noge. In so spet vaščani prišli in so rekli, kako je to slabo. Pa je rekel, dobro, slabo, pojma nimam. In prišla vojna in so vaščani, je vojska prišla pa pobrala vse fante, razen tega fanta, ki ima polomljene noge. In so spet vaščani prišli k njemu pa so rekli, kako dobro, vse so pobrali, samo tvojega niso, koliko je to dobro. Je rekel spet kmet, dober, slab, pojma nimam. In to je bistvo. To je to, kar razlagaš, naš pogled. Ja. Zen, pač jaz imam to Zen plus društvo, imam tudi tatu, da vem, da to moram živeti, da se spomnim vsak dan in da vidim obe realnosti hkrati. Da če je meni neskončno fajn in uživam in vse teče, da se takrat zavedam nasprotja in da vem, da tudi drugi živijo nasprotje istočasno, ko sem jaz v tej svoji ekstazi življenja in da se ta dva pola non-stop menjata in da enkrat stojiš na eni strani in gledaš tja in enkrat stojiš na tisti dokaj tragični strani, ne. Zato se moraš dobro pripraviti z močnimi orodji in prijemi, kako boš se soočil takrat v teh kriznih časih. Katera orodja pa ti uporabljaš? Ja, v bistvu vse, kar bi zdaj na podlagi tega, kar sem živela, uvidela je, da ima vsak tako individualno zgodbo, da bi samo zlitje vseh znanj, ki si jih prejel, in kot duša, in kot, ne vem, tudi esenca, duh, vse to, da moraš združiti v tem trenutku, tukaj in sedaj in se uskladiti maksimalno z okoljem, v katerem deluješ. Če pač imam danes oddajo, ne živim tako kot jutri, ki jo nimam, ali pa včeraj, ko sem bila v drugem delu. To pomeni, da se
zgostim v ta moment, da točno to pride ven, ker ima tukaj za inspirirati še koga morda. Ne? Drugače mislim, da če bi vsi sledili samo, če bi bili vsi samo resnični, odstranili vse te neskončne maske, da bi potem mi najdli avtomatično sožitje, ne? To popolno harmonijo, kot eno simfonijo stvarstva, ne? Ker to simfonijo lahko slišimo in smo lahko del nje in smo lahko kdaj prva violina in smo lahko kdaj statisti in smo lahko kdaj, ne vem, tudi na bolniški, ampak v glavnem, da se jo zavedamo, da je to poseben čas, da smo mi tle mogočna bitja, da imamo izjemne dimenzije, da če se malo zavedamo in če malo se informiramo, pa če malo pospravimo na podstrešjih in kleteh in še kje, da bomo prostor naredili za en del novi, za novi čas, za novo kreacijo, za novo zemljo, ker nova zemlja je istočasno kreirana, kakor je to zlo, ki zdajle razpada na enih nivojih in se v dveh poljih razparcelira na dve veliki skrajnosti, ne? In zdaj je čas takšen, da napake ne odpušča kar tako, ne? Če nisi dosti precizen, hitro pride do kakšne neljube nesreče ali kakršnihkoli hitrih znakov tudi vpliva na zdravje. Iz tega, kar si povedala, sem jaz zaslišala, da kako pomembno je živeti v trenutku zdaj in se odzivati na tisto, kar je zdaj. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih bova nadaljevali z najinim pogovorom, medtem pa na www.bisernica.si/darilo lahko prevzamete moje darilo za vas, program Masterclass Moč energije. Se vidimo po oglasih. Jaz sem si vedno predstavljala tako, da vsak, ki kreira, je pomemben, da je v tem trenutku in ti si ravno to potrdila, da to je tako, da ti tudi lahko kreiraš. Zato nastajajo te tvoje čudovite kreacije. Tukaj imava v ozadju, imava ogromno kreacij, s seboj si prinesla, tudi še slike, lahko pokažeš tlele v kamero. Ja, mehko povej, kaj so to za ene slike. To so makrofotografije, ki sem delala fotografijo najprej od vsega kreiranja. Jaz sem bila že fotografinja, jaz sem razstavljala, pa jaz sebe še nisem imela za kreativno. Jaz sem opremljala notranje prostore, pa zrisala cele kuhne, pa bila kot ene vrste arhitekt ali pa notranji opremljevalec. Pa nisem čutila še, da sem dosti kreativna, zato ker meni je bilo važno, da grem direktno v materijo. In zato sem ves čas bila v 3D. In s steklom sem začela 97. leta in to, kar vidite, so moje fuzijske slike in objekti in potem makrofotografije in potem v neko povezavo multivizije postavljene pač tale je lepa. Srček. Neke zgodbe, ki jih pač pol za posamezen projekt nekako selekcioniram, določim ritem, glasbo. Znana sem potem, da vonj in okus dajem svojim instalacijam. Super, odlično. Da je hrana tudi del tega, da je dress code, tako kot ga imamo tudi za to oddajo. Da je obiskovalec otvoritve, kjer se to odvije, tudi kot v eni opereti en del te predstave, ker smo okolje dobro pripravili. To je pač moja posebnost in takih projektov sem delala veliko, zelo velikih. Tole je recimo iz Planetov pa 4-letnih časov pa 5. elementa. To so bili Rekviem na gradu ali pa Planeti v Piranu v galeriji Gaspar Mišič skupaj s 3D slikami planetov. Tako da eno leto sem delala planete in veliko razstavo naredila v 2 tehnikah. Eno leto sem delala 4-letne čase
In to so bile pač moje 3D slike, zelo težki objekti. Tako fizično težki? Fizično težki, ja, ker so bili 3D in tudi močni okviri in tako. Tole, kar pa vidite, pa namesto, da prenesem te vse objekte, je pa to najlažje, da nekam to projiciram, a ne. In to je zdajšnji čas naklonjen tudi takim, ki želimo malo zdaj sebe reciklirati v naših opusih, ker vse tle ni večno, a veš, ciklusi obstajajo v naravi, nekaj se s tabo dogaja na tej špiralnem nivoju, za neke poti tvoje lastne in zdaj jaz to malo porecikliram, da sestavljam različne znanja in različne medije v eno novo zgodbo. Zgodba je pa važna in to zgodbo vedno znova z lahkoto pripovedujem, ker mi je znana. Če sem knjige pisala, pol tudi zgodbo znam povedati v tem materialu, ker je meni najbližji. Steklo je na isti frekvenci skoraj da od kristala, a ne. In jaz sem še s kristali se veliko ukvarjala v tistih preteklih časih, seveda so vedno z mano, ampak jaz sem steklo še, ko je prišlo iz steklarne, dala k kristalom in so dobivali še dodatno frekvenco. Ja, kristalinsko steklo ali pa kristal. Z kvarc kristali sem dobila za moje pojme izjemno zlitje. In zato sem ta material tudi toliko častila in tudi zdaj delam neke instalacije velike, saj mogoče lahko še kaj pogledava, ampak v glavnem ljudje se malo bojijo umetnosti nekako, ker mislijo, da ne razumejo dovolj. Dovolj je, da zaznaš in začutiš. In da stojiš za tistim, tako kot za vsako stvar v življenju, da se ne pustiš prepričati, da je nekaj slabo ali pa dobro, če te podzveni. Tako kot pri vsaki ostali stvari. Ne moramo mi tle reči, za tebe bo vse bo dobro, če bomo presnojedci ali pa pranojedci. Ne bo za vse dobro, a ne. Za ene bo morda, za ene ne bo. Za ene okoliščine je primerno, za druge ni. Odvisno, čez kaj gre telo, odvisno, čez kaj se mi tle, v kateri realnosti mi tle takrat delujemo. In vse to mora biti nekako podrejen, naše življenje celovito mora biti temu podrejeno. Kakšno orodje uporabljam? Prvo, zvok in gib in vse to, kar poznam, je v meni, a ne. Barva je vedno prisotna, minimalistično življenje, zelo minimalistično je moje življenje, nimam neke lastnine. Jaz sem že v Lidiji 92. leta napisala to, kar je zdaj v modi, da pač omaro prazniš in ne vem kaj. Nimam teh spominkov, nimam takih, imam tle noter v tem virtualnem svetu vse spravljen in če to zgine, imam še tle spravljen ali pa tle spravljen. Ja, srce, energija, zapis. Tako. In pol tudi, če to vse preneha delovati, imam to izkušnjo, katero sem prišla in jo to je pa modrost, temu se pa reče modrost. Živim jo z veseljem. Ja. To je ta volja do življenja, ta mora nekako prevladati, če hočemo biti tle izpolnjeni. Ni vedno lahko, ni vedno enako, ni vedno isto frekvenčno, niha frekvenca. Ljudje tisto, kakšna je pa moja avra. To je ves čas v gibanju, to je ves čas v spreminjanju, to nikoli ni statično. Tisti moment je lahko tako, ampak na kateremkoli nivoju boš avro gledal, boš imel nove dimenzije tam, odpiral si ali karkoli. Če govorimo o tem, kako nekateri pojmujejo nek duhovni napredek, a ne. Duhovni napredek ni odvisen od tega, kaj smo se tle naučili, pa kako razumemo ta ustroj našega življenja. Odvisen je od naše srčnosti, naše resničnosti, od naše strasti do življenja. To je tisto, kar nas tle definira in to, da se zavedamo enkrat, da lahko zboljšamo svojo kreacijo, da ni potrebno, da tle trpimo, da ni potrebno, da smo bolni, da ni potrebno, da tle doživljamo neverjetne drame, da gremo po eni poti, ki je bližja nam v resnici, ne? Ker v bistvu hodiš k sebi, a ne. Ja, zdaj sem tle in pol
sem tam in jaz hodim k sebi. To je meni vse tako smešno, ne, ker razsvetljenje resnično smo že mi. Ja, To samo, ja. da začnemo živeti. A je Ja, tako? ampak mi smo že po naravi vse to, ampak smo se vmes, rečemo, z enim blatom zemeljskim obdali in smo na to pozabili. Ampak mi ne potujemo nekam tja, ne. Tudi tle noter, kaj, tle srce, kri, organi, naša materija do konca prežeta z neko frekvenco itd. Se, če ne bi funkcionirala materija, če ne bi bilo vibracije druge. Me zelo spominja zdaj to, kar si vse razlagala na to, kako je mislim, da je bil Michelangelo rekel, ki je imel en kos Ja, en kip je imel. en kos marmorni kararskega kos, marmorja. in je to klesal in je rekel, da je noter angel, ki želi Prideti ven. Ja, in to smo mi, ne. Ja, to je tako. Ja. Mi smo že to. Zdaj samo odvrž to, kar je odvečnega. Ja. Zdaj pa za konec dajva en tak povzetek, kaj bi ti sporočila še našim gledalkam in gledalcem. Nikoli obupati, ne. Vedno imaš dva pola, če je zdajle slabo, bo pol dober, a ne, vedno pride sonce za temi oblaki na nebu. Tako da v najtežjih trenutkih najdi osebo, ki ji zaupaš in se izpovej in se zjoči in če nimaš drugega, pojdi v naravo in naredi to z njo, ker ti bo vedno pomagala. Drugače pa, ker ti je preveč fajn se tudi spomni na one, ki jim ni. To se mi zdi, da te tudi dobro uravnoteži. Ne biti obseden z vsemi temi znanji, pa analizami, pa pa vsega tega, to je preveč informacijske baze. Privoščiti si malo tudi mir od sebe. Mir od sebe, Ja. ta je dober No, nasvet, to se mi zdi ta mi ta. zelo všeč, ja, mir od sebe. Ja, ker pač skozi Ja. nekaj hoče tle mleti in povedati in to pravijo, mora biti takole, kot en priden kužek in ga uporabiš, kadar ga rabiš. Ne? Tako. In instinkt ravno tako. Če bo vroče, boš odskočil, a ne, ker te bo zapekel. Kje so zdaj te obujeni, vsi intuitivni procesi in to, kar rabiš tle, da deluješ celostno. Ja. Ne more biti samo racio, mora biti tudi intuicija, ne more biti samo ljubezen kot ta čustvo, mora biti tudi inteligenca zraven, ker luč je inteligenca. In Draga Miranda, jaz sem zelo hvaležna za to, da si prišla tukaj v oddajo Moj odnos do zdravja in da si svoje modrosti, svoje bisere predala našim gledalkam in gledalcem. Drage gledalke, spoštovani gledalci, vas pa vabim, da na www.bisernica.si/darilo prevzamete moje darilo za vas, masterclass Moč energije. In se vidimo v naslednjih oddajah.